Halo, drage poslušalke, dobrodošle v 18. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka. Jaz tudi moram govoriti. Danes imamo v gostih ekipo Svežega zavoda, Torej, 2/32, ki svoje poslanstvo vidi v produkciji in podpornih umetnikov znotraj širšega polja vizualne umetnosti. To je epizoda danes tudi najvalja in Zakaj jaz nimam tega teksta pripravili Ema Kobal in Nuška Bajec-Košmerl. Napišite nam kakšen komentar, polajkajte epizodo in donirajte kavo. Jaz vem, kaj je prava distanca, ko se moje kocine dotikajo mikrofona, je glih prav. Sam še to, mimo grede, tudi ti si ta umetnik, ne? Ki torej piše svoja besedila kuratorska in krade nam kuratorjem delo, ki nismo hkrati odlični slikarji. Yeah, we know. I hadn't seen a meme circulate for that long, in a long time. Ne vem, moje mnenje je, da če športniki ne hodijo na razstave, zakaj bi potem jaz gledal športne dogodke? Da je Tadej Pogačar bil na kaki razstavi. Poljaki veliko enih starih furajo, predvsem vozijo po avtocestah, ki so narejene z evropskim denarjem, ampak z Evropo pa niso zadovoljni. Ja, koliko denarja pa misliš, da smo mi dali sami v avtoceste? Preveč. Z evropskega, veš? Nekaj je zagotovo. Ja. Ves cash, ki je v Evropi, je naš cash. Mislim, da je Maša najdla, kaj bo delala danes. Greš gledati razstave in so konstantno iste, že 20-30 let. Kaj so pa pol te podcasti? Drage poslušalke, dobrodošle v 18. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes imamo v gosteh ekipo Svežega zavoda 2/32, ki svoje poslanstvo vidi v produkciji in podpori umetnikov znotraj širšega polja vizualne umetnosti. Zavod bo kmalu praznoval svojo prvo obletnico registracije, letos pa se slovenske scene loteva z novim ciklom Eno delo. S to epizodo danes tudi navajamo prihajajoči posebni cikel Pod strehco, ki bo nastajal v povezovanju Kritiškega posladka z tem zavodom 2/32 v želji, da bi malo razložili in razgalili procese nastajanja posameznih projektov in umetniških del izbranih artistov, plus in so tudi administrativno in produkcijsko mineštro, ki nastane v viharju te ustvarjalnosti. Skupaj bomo pripravili ločene specialne krajše epizode, ki bodo posvečene izbranim projektom zavoda. Tole predzgodbo oziroma prequel ciklu snemamo pa danes in je v bistvu namenjen širšemu pogledu v ta zavod in njegovemu poslanstvu, torej z gostjo Rejo Vogrinčič, Simonom Gmajnerjem in Adrianom Praznikom se bomo pogovarjali o težavah in birokratskih zapletih ustvarjanja novega zavoda, zakaj je bilo potrebno ustvariti nov zavod in kaj želijo z njim doseči. Beseda bo tekla tudi o stanju art scene v Sloveniji in kako deluje, kaj je narobe, kaj bi se dalo popraviti in kaj je skorda nepremostljivo. Posvečamo se torej mladi instituciji, ki svojo pot šele začenja in nam hkrati ponuja posebno priložnost, da lahko to pot tudi skupaj spremljamo. Z vami sva tudi Jernej Čuček Gerbec in Maša Žekš, poslušate kritiški posedek posladek, paraumetniški projekt, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Klepetov pa povabiva sogovornike, ki so na tak ali drugačen način vpeti v sceno. Vse reference polinkamo v opis, izbrane so v opisu posamezne epizode. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nam lahko na Buy Me Coffee donirate drobiž za kavo in ful hvala tistim, ki ste to že storili. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Ok, eto, začenjamo. Dobrodošli vsi skupaj oziroma hvala vam, da ste naju sprejeli v te prostore zavoda, tukaj v Šiški. Dajte mogoče malo povedati o tem poslanstvu zavoda, še prej pa bi jaz samo vprašala, pač kaj da fuck je s tem imenom. Mogoče lahko Simon pove več? Ne, jaz mislim, da lahko ti. Ne, mislim, da, ne bom jaz. To je bila sicer Adrianova ideja. Ne? Mi sva imela
dosti nekih sestankov o tem, kako se bo to, kar bomo pač naredili z to idejo, imenovalo. Ne. Ogromno je bilo predlogov, mislim pa, da sva ime potem dosti na hitro in kar, ne bom mogoče rekel, celo impulzivno zbrala na Taboru, ker so imeli tale sejem rabljenih zadev, so se usedla na pivu in šla čez par imen, na kar je Adrian predlagal 2 na 32. To naj bi se navezovalo na... Tle pri Adrianu je tako, da se dosti stvari potem navezuje na njega. Ne. Je tako, da je to bila številka, ne, cela številka, če pomnožimo, 2 na 32 potenco, na katero si ti takrat uspel prešteti na obe roki. Ne, ker na obe roki prideš na nižjo številko. Prideš na 1023. To je pa... Kaj to pomeni na roke? 1024. Ja, zdaj mogoče to, kar je Simon hotel povedati, pa kar je mene pri tem imenu intrigiralo, je pravzaprav res to, da gre za nek sistem beleženja, štetja, ne vem, binarno. To se pravi, tudi računalniki, telefoni danes tako delujejo. Kar je pa meni osebno bilo tukaj všeč, je pa v bistvu to, da lahko ta sistem apliciraš tudi drugam. Recimo štetje na roke ali pa uro imaš lahko binarno. Ne? In iz tega vidika se mi zdelo pravzaprav res pozitivno ravno to, da lahko neke stvari poveš zelo na dolgo ali pa na kratko. Dajmo na kratko. Na kratko, 2 na 32. Okay, jaz bom temu dodal, tako kot je pač ta sistem pač kompleksen, je tudi sistem oziroma scena, umetniška scena kompleksna. Tle je dosti nekih izrazov, metod, področji, na katerih delujemo. Ne? In glede na to, da se zavod osredotoča oziroma fokusira na to, da umetnost vidimo širše kot samo pač to delitev na posamezna področja, kot jih vidimo danes v Sloveniji, je prišlo tle do neke vzporednice. Ne? Če vzamemo različne premutacije tega zapisa, tega števila, jih lahko apliciramo na različne aplikacije, manifestacije, iteracije, ki izhajajo iz umetniškega ustvarjanja. Naprimer, 2 na 0 je eno delo, eden izmed ciklov zavoda. Mogoče čist na kratko, če bi povzel, kaj je zdaj glavni point tega vašega zavoda, preden se sploh lotimo vprašanja, zakaj je ta potreba po tem zavodu bila do te mere, da ste ga pač dejansko vi trije ustanovili. Zdaj, potreba se po mojem odpre s tem, če hočeš narediti neke stvari drugače ali pa če bi rad ustvaril nekaj svojega. Ne? Kar smo znotraj našega prostora naprimer opazili, je, da mladi težko vstopajo v nove oziroma v stare organizacije, kjer pa so že določeni akterji in določeni obrazi, pa tudi kaj drugega, recimo neki načini delovanja, ki po mojem mnenju izvirajo iz zapuščine 80-ih, 90-ih let, mogoče v najboljših primerih iz začetkov 2000-ih. To se pravi, tukaj pravzaprav tudi gre za nek modus operandi, ki je morebiti, vsaj za nekatere ali pa za mlajše ustvarjalke in ustvarjalce, za časom. To se pravi, gre za neke pristope, za neke načine dela, za načine predstavljanja in prikazovanja umetniških del, ki pa mogoče niso več najbolj v sozvočju s stvarmi, ki se dogajajo danes, ali pa s pogoji dela, ki so danes na sceni, ki so pa tudi drugačni napram tega, kar je bilo 10, 15, 20, 30, 40 let nazaj. In vi to rešujete z? To se pravi, tukaj je odgovor, ki ni tako zelo enostaven. Te stvari je možno rešiti, če jih prepoznajo tudi drugi. Zato se nam tudi zdi, naprimer, sodelovanje z vama smiselno, ker lahko o teh zadevah spregovorimo in jih tudi nekateri ljudje slišijo, poslušajo. Ne? To se pravi, jaz mislim, da je tukaj blazno pomembno, da se tudi ugotovi strani odločevalcev, financerjev, pa na vse zadnje tudi same scene, kaj so želje, kaj so potrebe. Kar bi lahko opazil jaz prek različnih izkušenj, tako umetnika kot kuratorja, pa še kaj se najde, je zagotovo to, da je ta podpora za umetnike pogosto minimalna ali pa, če se malo ne sramim, deluje po principu prinesi, pa bomo obesili. Želja zavoda pa je, dajmo se dobiti, dajmo se seznaniti z vsebinami, ki jih avtor pa avtorica počne, tudi vsebinami, ki nas zanimajo. Se pravi, lažje je delati projekte, v katere smo osebno investirani, jih razumemo, poznamo umetnike, vemo, kaj so recimo njihovi problemi ali pa želje, kaj bi radi dosegali. In tukaj se po mojem ta proces že začne. Ne pa, ko se
slike, kipe, karkoli že je to delo, pripelje v galerijo in se jih potem obesi. Sprav nas v bistvu zanima biti tudi na tej poti in razumeti, kako to nastaja, kakšen je tudi proces v ozadju tega. Ja, jaz bi se sam na to navezal oziroma bi dal repliko, mogoče celo na vprašanje. Mi tega problema pač ne rešujemo. Mi ga naslavljamo, odkrivamo, kaj so sploh problemi. Še sami za sebe mogoče zdaj ne vemo točno, v kaj gremo oziroma kaj so resnično pač težave umetnikov, umetnic, producentov in bomo to ugotovili pač skozi te skupne pač procese, ki jih bomo naslavljali. Problemi v sceni so pa pač mnogo globji, močnejši, bolj zakorenjeni, da bi se lahko mi delali utvare, da bomo mi in da bo naš zavod to lahko rešil. Lahko pa izpostavljamo zadeve, mogoče na način, ki prej niso bili izpostavljeni. Ali pa bom rekel, smo celo transparentni, malce bolj, ko se pogovarjamo o teh problemih, o nosilcih teh problemov, kot je praksa do sedaj. Zdaj s tem eno delo, s tem prvim ciklom, a je kakšen konkretni problem, ki naslavljate? Je kaj prav konkretnega, da ste prepoznali, kar bi radi spremenili, opozorili? Pri ciklu Eno delo gre za... Čakaj, mogoče preden zdaj 10 minut govoriš o tem ciklu, sem jaz hotela vprašati, ampak recimo, če si predstavljamo v vaših najzadovoljivejših mokrih sanjah, kaj bi bil vaš dolgoročen cilj, da bi se z vašim zavodom, vašim delom in vašimi umetniki in umetnicami konec koncev zgodilo? Da bi torej vi bili kot neke vrste Patreons izbranim umetnikom, da bi jih popeljali v polje dela na način, da bi vsi bili srečni in finančno zadovoljeni, z vami vred, ali... Jaz mislim, da smo vedno vsaj malo nesrečni. To je neizogibno in mogoče celo dobro, zaradi tega, ker se moramo soočati z realnostjo. Kar pa mislim, da če gremo v tej analogiji, je pa zagotovo to, da lahko mi nudimo kuratorsko in producentsko podporo, da uspemo razviti tudi umetniška dela, umetnice in umetnike in da to počnemo na nek način, kjer imamo tudi nek produkcijski pogon. Se pravi, da lahko pomagamo tako s finančnimi, tehničnimi sredstvi in tako dalje. Kako vas to ločuje od sam full nice PC galerista? Jaz mislim, da moj odgovor to kar dosti pove. Ni produkcijskega pogona, ni podpore, tudi tehnične podpore. Ok, ja, v realnosti, ampak govorim tako, v popolnem svetu, kjer bi tvoj galerist zate poskrbel na način, da ti financira produkcijo, da se s tabo redno meni, pogovarja, da ti je na voljo, da je v bistvu on v službi tebe ali umetnika. To te sprašujem. Ja, jaz mislim, da ne smemo nujno gledati na način, da smo v službi nekoga. Jaz mislim, da je treba tudi v današnjih časih bolj gledati na način, da probamo neke stvari skupaj narediti, kar pomeni, da tudi imamo lahko drugačne predstave o nečem, ampak je treba pa najti znotraj tega skupne točke. Kaj je to, kar nas zanima, kje so naše sinergije za sodelovanje. In jaz bi tudi rekel, da če govoriš v terminologiji galeristov, galerista zanima, da nekaj proda in zasluži. Tukaj je pa neka druga ambicija še, ki se je pa reče vsebina. Nas pa zanima, kaj nekdo dela, kaj so dobre ideje in do kam jih lahko pripeljemo. To se pravi, jaz mislim, da je tudi napačna percepcija. Številni umetniki in umetnice bi rade tudi se zaprli v atelje, ustvarjali tam bili. Jaz mislim, da je tukaj treba razmišljati tudi o tem, da se ta dela uspe nekam plasirati. To se pravi, ne gre samo za to, da se enkrat prikažejo ali pa da se eno razstavo naredi, ampak da se ideje razvija, da se jih nadgradi in da se jih uspe tudi nekam pozicionirati. No, sej vprašanje pripeljati nekam naprej. Kaj je ta naprej, če endgame ni nek zaslužek ali prodaja, recimo? Zagotovo lahko tudi govorimo o zaslužku ali pa vsaj v preživetju. Rečemo temu v temu, da lahko ustvarjalke in ustvarjalce dostojno delajo in da so za to delo tudi plačani in podprti. To je zagotovo ena stvar, ki je pomembna. Druga stvar, ki je pomembna, je pa v resnici to. Dela, ki se zgodijo samo v galeriji, dela, ki so samo obešena na steno, kjer se v zadnji ne zgodi drugih stvari, kot so naprimer besedilo, dobro, teoretično besedilo, spremno besedilo, obrazstavno, kakor hočemo temu reči. V končni fazi tudi reprodukcije, s katerimi komuniciramo te umetnostne vsebine, tudi preko spleta, preko socialnih omrežij. Na vse zadnje je to tudi nekaj, kar si lahko damo v portfolio
prikažemo tudi po drugih kanalih, ki so recimo možni, pa niso samo galerije. V končni fazi se odpre z današnjimi možnostmi tudi to, kar počnemo danes, da se dogajajo podcasti, da se posname video, da so neki medijski odzivi. To se pravi, da se v bistvu javnost, ali pa rečemo, da ta umetniška dela, da se uspejo zasidrati tudi v kolektivno zavest neke družbe. Ne pa, da so to dela, ki se pojavijo in izginejo in da se razstave, to se pravi ponavadi po 3 tednih, kdaj pa tudi že prej, v 14 dneh, zaključijo, končajo in potem ne ostane ničesar. To se mi po eni strani valjda zdi smiselno, ta princip, ki si rekel, kolektivna zavest. Ja, ampak recimo čisto v retrospektivi, če si zdaj predstavljam in igram vlogo nekega ciničnega bad copa, si predstavljam, da čez 40 let, ko bo nekdo gledal nazaj, pa bo gledal nazaj eno od vaših razstav, produkcij, whatever, bo to še zmer samo ena od alinej, ki se je tedaj tistemu artistu zgodila, ker ti iz same razstave nujno, fotografije dela, fotografije razstave, ne žarči ven vaš ta vas trud in vaš endgame želje kolektivnega zavesti do umetnosti. Veš, kaj hočem povedati? Način, kako bi se to mogoče lahko na bolj oprijemljiv način transcenderali v mene zdaj tukaj, ne? Ker me zanima, kaj je dejansko point vašega resnega dela, vlaganja časa, denarja, razpisi in vse to gor, do tega, da se bo pol pri nekem umetniškem delu to mogoče dejansko videlo in na kakšen način. Bom jaz, pa boš Adrian ti pol nadaljeval, ne? Ker lahko tudi Reja kaj povem. Jaz bi rekel, ne, tle smo trije, vsak izmed nas ima, ne bom rekel drugačen pogled, ampak recimo malce svoje motive, zakaj je tukaj le zraven. Ne. Zagotovo smo se pač dobili, ker se pač nekako razumemo, pa vidimo, da lahko nekaj naredimo skupaj, ampak se mi zdi, da vsak ima nek svoj motiv. Adrian je zdaj razpredal o nekem svojem videnju. Jaz nimam niti pač, kako bom rekel, nekih kapacitet misliti pač to področje na način, kot jih on misli. Vem pa, kaj je pri meni interes pač pri tem zavodu. Ne. Meni je pomembno, da osebe, ne, konec koncev umetniki so osebe, s katerimi delamo, da v teh procesih ne izgorijo, da so to procesi, kjer se oni naučijo, ker jim lahko jaz predam neko znanje. Ok, vidim, da lahko nekam pridemo s tem, da se potem kakšne stvari prodajo, ampak tle recimo meni to ni v nekem, bom rekel, interesu, da bi služil s tem zavodom. Ne. Se mi zdi, da je v tem primeru neka trnova pot pred nami. Ne. Meni je v interesu pač pomagati umetnikom in skozi dosedanje delovanje pač na tem področju, bolj na intermedijskem področju, z uvidom v tudi druga področja, vidim, da se vsi zavedamo teh problemov. Ogromna prekarizacija, premalo plačilo, umetniki izgorevajo, umetniki ne izkoristijo svojih potencialov, odidejo drugam, se ne ukvarjajo več z umetnostjo, neki nastavki, ki so jih naredili v začetku svoje poti, propadejo, zaradi tega, ker propadejo te osebe same. Da ne bom govoril predolgo, jaz imam drug motiv tukaj zadaj, ki nikakor ni zaslužek ali pa to, da se bo čez 40 let govorilo ob nekem delu, aha, to pa je bil Simon tle zraven. In se mi zdi, da zdaj bo še Reja sicer povedala, ne, kaj je njen motiv, ampak se mi zdi, da se potem tle na neki poti mi zelo dobro ujamemo, se dopolnjujemo in imamo tudi nekakšen sistem checks and balance, kaj bomo delali, na kakšen način, ravno zaradi tega, ker imamo pač vsak svoj pogled oziroma vsak svoj vektor, iz katerega prihajamo in kaj želimo delati. Vi ste en tak trikotnik žalosti. Mislim, hodo, tega še nisem slišala, ampak mogoče bi lahko tudi to, kam upeljali v kakšen svoj program ali pa naslov kakšnega dela serije, da nimamo samo nul in številk in podobnega. Ne, še malo geometrije, ne? Točno to, ja. Jaz v resnici ne vem, če sem zares zelo močno razmislila, zakaj sem se pridružila temu, pač povabila sta me in bila sem tako hodo, ja, itak dajmo delati skupaj. Sem glih hotela vprašati, če je bil kakšen poziv za tole. Oziroma ne vem, nisem vprašala, ne vem, če je bilo že Simon tam nekaj kima. Je bil poziv, zelo direkten, samo tebi. Ja, evo, tako zelo specifičen, točno so velika iščejo. V resnici, če tako naredim nek tak zelo basic rap-up, kar je Adrian zelo dolgo in široko razložil,
ja, to delajo tudi drugi prostori, drugi zavodi. Nekatere galerije, to ni nekaj novega, kar mi pač tukaj počnemo. Mogoče gre samo za to, da imamo neke podobne interese, ali pa ne zares podobne interese, samo nam je dobro delati skupaj, hočemo delati projekte, v katere želimo biti vpeti od začetka do konca, oziroma pač nuditi nek support, ne samo prostora ali pa ne samo neke delne pomoči pri ali pisanju teksta ali pa postavljanju razstave, in je v bistvu to tukaj nekaj, kar je dobra izhodiščna točka, torej da imaš pač neko ekipo, ki je sposobna vsaj do neke mere delati od začetka do konca pač na nečem. Zdaj bomo videli, kako bo to čez nekaj let, zaenkrat je to pač zelo sveže. Definitivno je to ena stvar, druga pa, da ja, absolutno mi bomo pač, ali je to, ne vem, vizualna umetnost, ali je to neka intermedija, novi medijski projekti, ne vem, kjeri umetniki, mlajši, starejši, gre bolj za to, da pač probamo narediti sam nek smiselen program, tako kot spet vse ostale ali produkcijske hiše v narekovaju, zavodi, društva, galerije. Skratka, tukaj moramo pač gledati na neke mogoče bolj subtilne spremembe, ki so to, da ja, nekomu je bilo v interesu, torej Simonu in Adrianu, da pač začneta nekaj novega, bolj je to. Torej, da pač ti štartaš od začetka oziroma iz neke nule in probaš nekaj zgraditi na tem. Absolutno lahko pač gradiš tudi na neki zgodovini oziroma na nečem, kar že obstaja, ampak jaz bi rekla, da je pač tukaj bila neka agenda, da pač imaš nekaj svojega. Tako, tudi čisto iz nekega, ne vem, je to, kako bi se temu rekli? Ja, zagotovo. Tle si točno, kako se reče to, ko prideš, točno si prišla v eno izmed mojih, recimo, razlogov. Imeti nekaj svojega, v poziciji direktorja tudi odločati, kaj se bo zgodilo ali ne. Nikoli nisem imel neke te pač moči v lifeu, in tle ta zavod mi da eno super pač priložnost, da to neko potlačeno željo, ko bi rekel, manifestiram s tem, da veš, potem potrjujem programe ali pa finančno in tako naprej. Tako da končno imam moč nad nekom. Ne, ker recimo prej sem delal pač zdaj 12 let recimo na zavodu Kersnikova, v galeriji Kapelica, ker sicer je bilo super, ampak kot pač neke druge institucije tudi, ki jih tle pač poznamo, ni nekega prostora, se nekako dokončno realizirati v nekih takšnih okoljih. Tako da bi rekel, da tule ta zavod je tudi nek takšen, niti ne pobeg, ampak mogoče switch v neko drugo pozicijo, ker lahko pač malce več narediš. Tukaj se zdaj par stvari odpira. Eno je to spet isto vprašanje kot prej, kako se to sploh razlikuje od kakšnih drugih takih produkcijskih projektov, recimo U30+, ali pa Parasite od P74, oboji so usmerjeni v to, da se zadeve sproducirajo od začetka do konca. To je en nivo. Drug nivo je pa zelo realističen in tudi zelo črnogled. Glede na to, da umetniki že težko sami sproducirajo nekaj. Kako se potem vi trije tle vklopite, ko postanete še trije porabniki nekega istega budžeta? Zakaj bi to bilo boljše, kot da bi nekdo sam delal? Čist prvič je tako, da vsaj umetniki, ki jih imamo zdaj naslednje leto v programu, so takšni, ki so zelo nevešči prijavljanja. In v bistvu smo mi tle na neki njihovi vstopni točki in jim pomagamo celo z našimi izkušnjami se prijavljati, jim pokazati, dajte se prijaviti na ta razpis, ali pa se mi prijavljamo namesto njih. Vse to je pač, bom rekel, neka ustaljena praksa tudi v teh produkcijskih platformah, ki jih pač poznamo, kjer so pač programci ali pa večletni projektni prejemniki, bodi si z ministrstva, MOL-a in tako naprej. In ja, stopimo v vlogo, kjer jim pomagamo pridobiti sredstva, ki jih oni trenutno, ne bom rekel, da jih ne bi bili zmožni, ampak nekatere celoten ta aparat, celotni ti mehanizmi celo odvračajo od tega, da bi se pač prijavljali. Nekateri zaradi tega, ker jim je to birokratsko pač preveč breme, drugi zaradi tega, ker mislijo, da jim ni treba živeti na državni dojki in lahko sami s svojim delom pač ustvarjajo denar za to, da preživijo in da delajo naprej. Jaz bi k temu sicer dodal, da nekateri umetniki oziroma umetnice so po mojem tudi dosti dobre pri pridobivanju sredstev. To se pravi tudi te, s katerimi sodelujemo, da ne bo pomote. Zagotovo pa, ja, jaz mislim, da je ena razlika v končni fazi tudi to, da se mi že zdaj pogovarjamo o tem, kaj bo bilo čez eno leto. Tudi, če se mogoče ne poklopi. Adrian, to se tudi drugi že pogovarjajo. Sorry, ampak ja, ne, sej je res, ne moram zdaj tukaj videti tako, ne moram nas zdaj tlačati dol.
v resnici se tudi mi zelo prej začnemo pogovarjati o tem, kaj bo program. Adrian je naredil zelo dodelan plan, ampak ja, če se vrnemo nazaj na to vprašanje, kaj nas loči, jaz mislim, da tega nimamo v resnici zelo močno dodelano. Gre pač za to, da z vsakim posameznikom, za katerega nas zanima, če bi on potencialno sodeloval z nami, pač probamo videti, kako lahko to zapeljemo. Ne, pa loči nas ravno to, kar sem prej rekel. Ne? Mi nismo etablirana zavod tukaj na tem prostoru. Ja. Tle govorimo o produkcijskih platformah, zavodih, društvih, ki obstajajo 20, mogoče celo 30 let, so abonirani na projektne in programske razpise, iz njih ne mečejo, ne? Kar pomeni tako 20-30 let tam obstajajo. Kakšna je potem razlika med javnimi zavodi in temi zavodi, ne? Če vemo, da bojo konstantno pač oni in zgolj oni financirani. Ne? Mi smo tle nekdo, ki bo skupaj s temi umetniki, jaz vem, straglal, da bomo prišli mogoče do te pozicije in znotraj tega procesa bomo to pozicijo, kamor želimo priti, oziroma ki je danes nek standard, skušali preoblikovati, da ko bomo na teh pozicijah, da se bo to prelilo v delovanje tudi pač drugih zavodov. Mišljenje je samo, da lahko vstopi nek nov v te sheme, ki so danes na voljo. Ne? Zaradi tega, ker če si skozi tam, če si konstantno tam aboniran, ti postane udobno. Ostaneš, vidimo pri različnih institucijah tukaj, da se njihove programske smernice tako rekoč ne spreminjajo, ne prilagajajo. Greš gledati razstave in so konstantno iste. Že 20-30 let, podobni outputi. Zato tudi delamo mi z mlajšimi. Jaz se zavedam, da jaz ne vem rešitve, ne vem kako, ne? Ampak če bomo delali z mladimi in če bomo skupaj šli čez te procese, bomo ugotavljali nove stvari in bomo prišli nekam, kjer še danes nismo. Ne? No, ampak sej nam bo najverjetneje, oziroma tvoj plan je tudi do neke mere, da ti postane udobno čez nekaj časa. Meni bo postalo udobno zaradi drugih stvari v lifeu, ki jih počnem, ne zaradi tega zavoda. Ta zavod mi povzroča več, bom rekel, manjka časa kot ne vem. Mogoče še prej preden Adrian da daljšo repliko. Tukaj so dve stvari spet, ki meni iz tega vidika financiranja pač spravljajo dvome oziroma so problematične. Eno iz tujega vidika, eno je pa z domačega. Ne? To pač naredite zavod, boste delali 5 let, 5 let se boste matrali, 600 let to bo še boljše, pa bo kar naenkrat 10 let zavod obstajal, pa bo aparato spet eden od teh etabliranih. Ne? Tukaj pride to vprašanje, kaj boste vi naredili drugače, oziroma kaj pomeni, da pol ne boste ostali abonirani. To se zdaj navezuje na to drugo zadevo, to je pa ta problem tega financiranja. Ne? Recimo, malo spremljam, kaj se dogaja na Finskem, ker tam so zdaj tudi neki veliki rezi v kulturo in je velik pritisk na KONE, ki je pa zasebni sektor, ki financira zavode in posameznike. Pri KONE to je ravno to problem in to je dejanski problem tudi same scene, kako se odvija na Finskem, je to, da oni ponavadi financirajo stvari v teh začetnih fazah, torej da se razvije, dobiš tudi res zajetne denarje, ki jih v Sloveniji pač nikoli ne vidiš v takih zneskih. Delaš, tiste 3, 4 do 5 let, lahko kdaj tudi podaljšaš razpis, pa pač delaš bolj počasi, ampak potem ne moreš spet prijaviti. Ne? To pomeni, da ti si, če v 5 letih ne najdeš drugega načina financiranja ali po 2 letih, lahko popolnoma izpadeš. In dejansko se dogaja to, da novi zavodi se pojavljajo skozi na novo, ljudje grejo iz projekta v projekt in zelo malo stvari ostane za stalnicami. Torej, to pomeni, da ko ste zdaj vi v tej poziciji, recimo, da bi vi zdaj dobili nek projekt za 3 leta, pa da vam dajo 100 jurjev na leto, recimo, ali pa 200 jurjev na leto. Ko se enkrat ti navadiš imeti nek budžet, s katerim se da operirati, sploh v Sloveniji, ker ni zasebnega sektorja, kaj bi to sploh pomenilo. Ne? In a je res dobro za sceno, da stvari skozi propadajo in na novo nastajajo. Ker tudi to je potem nestabilnost. Ne? Mislim, ja, ampak trenutno smo v situaciji, ker stvari konstantno so. Upeljevati stvari, ki pa prihajajo in propadajo, je zgolj pač neko uravnoteževanje. Ne? Jaz bi rekel tako, mene osebno ne skrbi, oziroma niti ne bom rekel, da me ne zanima, ampak mi je I'm not losing sleep glede tega, kaj bo za zavodom čez 10 let. Jaz zagotovo vem, da čez 10 let ne bom več direktor tega zavoda. Ne? Adrian, vprašanje, ali bo
programec. Reja bomo videli, kar je. Ta zavod je tudi namenjen temu. Jaz vidim ta zavod kot nekaj, kjer bomo v nekih takšnih obdobjih 5-10 let naredili evalvacijo, pripeljali nove ljudi noter, se mogoče celo mi malce umaknili, če bo šlo to naprej. Ampak to se dogaja tudi z drugimi zavodi v nekaterih primerih. Zavodi se obnavljajo, se spreminjajo, se menjujejo ljudje. Niso vedno isti ljudje, ki vodijo zavod. Kako pol zagotoviti, da tak zavod ne rata pač stale, da ne rata olekolestene v istem smislu, kot zavodi, ki že obstajajo zdaj 30 let? Ja, se pravim tako, z upeljevanjem z delanjem z mladimi in pa z pogledi, ki so pač širši in segajo pač globje kot naši. Zato recimo en izmed organov zavoda, ki ga imamo, je tudi svet zavoda, ki je široko zastopan. Mislim, da bo 5 članov vsega skupaj in so različni profili ljudi notri. In mislim, da ogromno zavodov tudi tle v Sloveniji ima svet zavoda. Ampak ne vem pa, koliko se jih v bistvu posluša, koliko ni to samo zadovoljevanje nekih, bom rekel, administrativnih predpisov, ki jih imaš. Tako da jaz mislim, da z neko inkluzivnostjo, z poslušanjem, s tem, da se ne postaviš, da je tvoje mnenje pravilno, oziroma da je tisto, na kakšen način hočeš iti, da si dosti fleksibilen, da je to način. Adrian. Ja, če probamo res pogledati trenutno situacijo, zelo težko govoriti za to, kar bo čez 10 let. Zaenkrat je minilo ravno 1 leto. Poskusiti bo treba najti nek način delovanja, ideje ali pa neki orisi, kaj bi radi počeli, mislim, da so. Zdaj pa treba to preizkusiti. Tukaj pa se mi zdi, da lahko sicer dajemo ali pa poskušamo dati neke odgovore, ampak to je pa fail and trial. To pa je videti v realnem času, kje se delajo stvari, kjer se tudi lahko marsikdaj kaj zalomi. Recimo meni osebno se mi zdi bolj pomembno to zavedanje, da so napake pravzaprav dobrodošle. To so stvari, iz katerih se lahko nekaj naučiš. Se pa treba to tudi dovoliti ali pa imeti možnost, da se sploh lahko zgodi neka napaka. Sprav, kle more priti do nekih sodelovanj, nekih financiranj, da se lahko te priložnosti, čeprav marsikdo mogoče tega ne bi videl na tak način, zgodijo. Tukaj se lahko največ naučimo in to so tudi te trenutki, vsaj jaz tako mislim, kjer se pa lahko zavod potem tekom procesa poskuša definirati ali pa ločiti od določenih načinov dela, ki so sicer v našem prostoru prisotni. Tako da jaz bi rekel, da do neke mere je seveda pametno razmišljati o prihodnosti, ampak te projekcije se vedno izjalovijo, nikoli niso takšne kot naše pričakovanja ali pa naši plani. Se mi zdi pa v bistvu ravno zaradi tega dobro ohranjati neko mero prožnosti. So neke ideje, ampak jaz mislim, da to ni nujno, da te ideje obstanejo. Ker če pride boljša ideja, če pride boljši način dela, je to seveda nekaj, kar je treba vključiti noter v delovanje. Prej, Reja, si omenila, da z izbranimi umetniki in umetnicami pač sodelujete, se pogovarjate in tako naprej. Moje vprašanje tukaj bi bilo, na kakšen način pa poteka ta izbor umetnic in umetnikov, s katerimi sodelujete, na kakšen način pridete skupaj, kaj vas zanima pri teh umetnikih, a govorimo torej o slikarstvu in intermediji, a govorimo tudi o performiranju, a govorimo o kiparjih, a govorimo o vseh različnih medijih. Važno je, da gre za neke mlade avtorje ali po kakšnem principu v resnici zdaj poteka ta izbor, ker teh umetnic v bistvu, zaenkrat so samo umetnice, jih v bistvu ni toliko veliko. Tako da nek dokaj intenziven in ozek izbor se je mogel na neki točki zgoditi. Je to neko glasovanje, sestankovanje, krek, kri, znoj, solze. Ja, zaprli smo se za 3 dni sem not v ta plac in pol ni mogel noben več ven. Vrgli smo ključe z oken, pa je bilo treba klicati ljudi, da pač nas pridejo rešiti. Nismo se poklali, ampak smo prišli do neke skupne končnega seznama. Adrian bo imel po mojem tukaj ful boljši komentar kot jaz. Pač dobili smo se s parimi, nekajkrat skupaj, nekajkrat posamično, pa se pa pač poupdateš, kaj se dogaja, kakšna je oseba, če se ti zdi, da se bo dal sodelovati ali ne. Ali poklikaš nekako med sabo, ful različnih dejavnikov je, tako da kako narediti program zavoda, ki v bistvu še nima ful močne neke recimo, ja, točno to, pač je v bistvu greš pač po nekem občutku, kaj se ti zdi, da bi bilo smiselno, kaj ne, in pač se pogovarjaš pa
zakaj to, zakaj ne to, a bi bilo boljše, da pač gremo v neko drugo smer, a bi bilo boljše, da pač podpremo nek projekt, ki je, ne vem, že delno izdelan, ali greš iz nule, zakaj greš iz nule, zakaj greš nekaj nadaljevati, skratka pač zelo mogoče, ne vem, saj zame klasičen moment tega taktiziranja, kaj pač rabiš, kaj ne rabiš, kako to narediti, zakaj tako narediti. Načeloma so neki formalni okviri, ki so možnosti, koliko programa lahko znotraj enega leta izpelješ, časovno, pa tudi, kar se tiče naših ostalih obveznosti. Ne? Vsebinsko gledano bi rekel, da nas se ne opredeljujemo na način, da bi rekli, zdaj smo pa vizualni, likovni, intermedijski producenti, kako rekel že. Ampak nas v bistvu bolj zanimajo neke prakse, ki so povezane, jaz bi temu rekel, exhibition making. Da se naredijo razstave, lahko tudi dogodki, lahko tudi enodnevni dogodki. Nekaj performativnega sicer tudi imamo, ampak tako, ni pa to recimo osrednji fokus. To se pravi, mi probamo vključiti različne ustvarjalke in ustvarjalce, tudi zaradi tega, ker bi rekel, da je eden izmed izzivov vezan na to, ne da delamo nekaj, kar že poznamo, ampak da se tekom procesa uspemo tudi nekaj naučiti. Drug segment pa je pravzaprav vezan na to, da nas zanimajo pravzaprav res prakse, ki se ne ukvarjajo samo medijsko same sabo, ampak da so v resnici prakse, ki se povezujejo ali vsebinsko z nekimi drugimi področji, ali pa da posegajo recimo po nekih načinih, ki nimajo neke že zapisane formule. To se pravi, da poskušajo v bistvu to svojo prakso nadgraditi ali pa razširiti. Primer? Primer bi recimo v letošnjem letu lahko bila Ajda Kadunc, kjer gre sicer za slikarsko prakso, oziroma za prakso, ki izhaja iz slikarstva, vendar vidimo, da na vsebinski ravni jo zanimajo tematike, ki so povezane z okoljem in ne samo v smislu motivike, ampak to se pravi tudi v smislu same vsebine, v smislu nekega angažmaja. In v formalnem smislu gre pri njej pravzaprav za to, da ta slika izstopi tudi iz platna in gre v prostor z objekti, z nekimi site-specific instalacijami. Tukaj pa lahko govorimo recimo o neki razširjeni sliki, kar se mi zdi, da v bistvu za današnji čas tudi zelo taka aktualna tema. Jaz bom se malo odmaknil tega, kar si ti rekel, pa bi se vrnil k Reji oziroma k tvojemu vprašanju, Maša, ker jaz bi rekel tako, Reja ni bila daleč od resnice, ne, ker je rekla, ja, mi smo se zaprli v ono hišo, ker smo imeli tudi praznikovanje za 3 dni in smo sestavili program. Vsak je prišel, ne vem, z imeni, bodi smo jih prej napisali ali pa smo jih potem metali noter in smo zbirali po, seveda, tudi v nekem zaupanju do predlagatelja, ne, ker pač vsi dobro pač poznamo svoja področja, pa tudi umetnike, ki delujejo in znamo razbrati, ne, bodi si iz njihovih projektov prej ali pa mogoče celo tudi iz njihove osebnosti, no, ali so to osebe, s katerimi pač bi lahko delali. To je bil en kriterij, ne, ker smo videli, da ali bi lahko s temi osebami delali, ne, ali se nam zdijo že dosti oblikovani, ali se še iščejo, ali so sploh takšne osebe, ki bodo šle v nek takšen način sodelovanja, ne, torej da smo vsi zelo enakopravno vpleteni v nekem procesu. To je bilo v bistvu eno izmed prvih vprašanj, ne, oziroma, ko bi rekel, teh pol, ki smo jih naslovili, ne, z umetniki, ki smo se potem z njimi dobivali. Ne. Ampak ja, no, po koncu teh 3 dneh smo prišli ven z nekim seznamom, ki je bil mogoče 6 do 8 umetnikov, ne, in od teh so na koncu ostali 4, ki jih bomo imeli na koncu naslednjem letu v programu. Ne. Zdaj, odkje pridejo ta imena iz naših, pač Adrian dosti uči, ne, predava, ima dosti stika tudi z mlajšimi, Reja sama že zaradi svoje generacije. Smo tudi v kakšnih komisijah za razne festivale, za razne, ne vem, tudi na MK-ju, Molo in tako naprej. Vidimo projekte, mogoče, ki celo niso bili pač sprejeti v sofinanciranje, tle bom govoril pač v svojem imenu, ne morem govoriti za Adriana, pa se mi je zdelo, da bi bil mogoče kakšen umetnik zanimiv in je bila njegova nesreča zgolj to, da je administrativno napisal slabo prijavo.
Torej, zoprni in neprilagojeni umetniki niso zaželeni? Seveda so. Mislim, lahko so zoprni, ampak pač gre bolj za vprašanje, a bi mi želeli delati z njim ali ne. Sej, kar se tiče karakterja, imaš različne, pač mislim, sej smo tudi mi lahko zoprni, čistko na neki ravni ali pač, ne vem, zaradi nečesa, ker ti pač glih ne sede tisti dan. Če bi vprašal tehnike v sceni, so vsi umetniki tečni, zamorjeni in vzvišeni. To pa ni nič novega, ja. Posebni. Ja. Tako da ja, ne gre zdaj tukaj za to, da mi iščemo ta perfekt Match. Ja, gre pač bolj za to, a si pripravljen oziroma te pač zanima sodelovanje in vidiš pol, kje se lahko jameš. A je ta seznam teh prihajajočih sodelovanj že znan in javen ali je še skrivnost? Veš kaj je, zdaj malo je delikatno vprašanje, ker ni odvisno zgolj od nas, ne? In tudi ni odvisno zdaj od umetnikov. Naš način delovanja je takšen in tle bom rekel, da jaz za to kar precej skrbim. Adrian je že tudi prej omenil, da pač program sestavljamo tudi glede na naše zmožnosti, ne? Časovne. Naša želja je, da vsaka razstava oziroma predstavljanje umetnika traja vsaj 2 do 3 mesece, ne? In nas že to nekako postavi v nek okvir, da lahko imamo recimo 4 neke kompleksne produkcije ali pa predstavitve na leto, ne? Druga stvar, ki je, mi nismo programsko financirani, bomo te projekte prijavljali in tiste, ki bomo dobili, bomo jih lahko izvedli. Zakaj? Ker če ne, pridemo do tega, da zopet pač predstavljamo umetnike in jih ne moremo pač konkretno oziroma pač pravično plačati za tisto, kar za njihovo delo, za njihov vložek in tako naprej, ne? Torej, to so pač neki okviri in neke 4 imena, ki jih imamo, ja. Mislim, da sicer Reja tudi še nekaj pomahala, če bi temu dodala. Ali pa ne? Sorry, mi dva z Adrianom imava isti majk in pol si ga morava podajati in pol naju Maša in Jernej ful grdo gledata, ker si ga podajava iz roke v roko, tako da zdaj Adrian naredil ta move, da jaz ne rabim držati mikrofona, kar je kar fan. Ja, imela sem nekaj, ampak sem v resnici zdaj pozabila po tej svoji zgodbi. Ali bomo imenovali umetnike? Ne bomo jih imenovali, ta trenutek to točno zaradi teh razlogov to nima smisla, smo pa ful veseli, da so to same bejbe. Je res, da je v umetnosti zelo veliko punc, ampak jaz jih hočem še več. Mislim, lahko povemo eno stvar, ne? Lahko povemo, da so to 4 in da bomo zaradi same strukture, pač zahtev teh mehanizmov financiranja, kljub temu, da bi lahko to širše zastavili, prijavljali 2 na vizualno področje in 2 prijavljali na intermedijsko področje, ne? To lahko rečemo, ne? In potem bomo videli, ali bo to šlo, koliko jih bo podprtih in na kakšen način, ne? Bi pa z, kako bi rekel, z malce telovadbe, ne? Lahko tudi na kakšna druga področja jih prijavljali, ne? Ampak tle se moramo, ne? Tle pridemo v rigidnost tega sistema, ne? Ki obstaja in prilagajati prijave področnim razpisom. Ali obstaja kakršenkoli pomislek glede te scene, torej da vi dobite financiranje za en ta projekt, skupaj z umetnico to realizirate, naredite razstavo, pa ta umetnica čez 3 mesece nekje druge razstavo, pa sam to vašo razstavo predstavil v ono galerijo, kjer v nobenem pogledu ni seveda pomagala priti do te produkcije, medtem ko ste to storili vi pa hkrati nimate nobenih zaslug ali kreditanja ali česarkoli v tej drugi razstavi, ki je pač, ne vem, na drugem koncu Slovenije. Kreditanje bo zagotovo, ne? Ker ne moreš ustvariti nekega umetniškega dela in potem ne kreditati, kaj je bilo prej. Vsaj daš, ne, se ločijo krediti, pač producent razstave, producent dela. To zagotovo bo in to bomo skušali tudi z umetniki pač nekako priti do tega nekakšnega razumevanja, da se more pač vse vpletene v procesu kreditati. Ja, jaz mislim, da je to nekaj, kar se premalo počne, če smo čisto iskreni. Mislim tudi, da je to dobro iz enih drugih razlogov. Razstave, umetniška dela, sicer seveda poznamo ta mit avtorja in tudi to je nekaj, kar vedno deluje. Poslušalci imajo vedno rajš avtorje kot producente, kuratorje in tako dalje. In seveda ima to nek smisel. Ampak istočasno je pa tako iz
prakse, pa mislim, da tukaj nismo edini, se v bistvu izkaže to, da če hočeš neke projekte speljati, neke razstave narediti, razviti umetniška dela, gre ponovadi tukaj vedno za skupne vložke. Tudi tehnična pomoč, strokovni sodelavci. Doskrat so za tem ljudje, ki jih prav res nikakor ne vidimo in pogosto na naši sceni. Jaz gledam seveda to malo bolj z področja vizualne likovne umetnosti. Opažam, da je to nekaj, kar se zelo redko dela in premalo pogosto. To je zelo pomembno. To je nek ta segment, kjer se pride pravzaprav do tega, da gre tukaj za nek skupen angažma. Da ne gre, da tudi, če gledamo iz neke druge perspektive, ni odgovornost samo na umetnici oziroma umetniku, odgovornost je to se pravi tudi na teh osebah, na teh organizacijah, ki nekaj poskušajo proizvesti, ki imajo tega program. In že iz teh vidikov se mi zdi v bistvu ne samo, da je to dobro, pa na mestu, ampak mislim, da je kar fajn, da se ve, kdo je sodeloval in kdo je pomagal, prispeval ali pa ne prispeval, če se tako izrazim. Čisto ena administrativna. Avtorske pogodbe? Lej, to je nekaj, kar smo se tudi že pogovarjali. Ja, zagotovo pogodbe, ampak tle bomo pač morali skupaj v sodelovanju z pač umetniki in ostalimi sodelavci priti do nekega konsenza, kje se neke pravice, odgovornosti začnejo, končajo, nekoga drugega, tretjega. Ne? Jaz sam pozabil sem na tisto prvi del tvojega vprašanja, Maša, je pa nobenega problema pa ni, da če mi produciramo neko delo z nekim umetnikom in da ta umetnik se potem dogovarja in ima potem še 10 razstav. Ostaja svoboden v svojem premikanju po ostalih institucijah. Kar se mene tiče, seveda. Ali je to nekaj, kar v dogovoru z vami poteka? Kakor je Adrian prej omenil, ne vidim tukaj težave. V bistvu so bolj neki sistemski problemi, po mojem, na ravni razpisov, programov in tega, da ko pač ti prijavljaš nek projekt z nekim umetnikom za naslednje leto in nekdo drug prijavlja pač projekt z istim umetnikom za naslednje leto, je dobro, da se recimo za te stvari ve, zato da ne gre tu za pač isti projekt, torej pač razpisi oziroma lahko gre za isti projekt, samo pa je v bistvu tukaj vprašanje komisije, kako bo to brala, na kakšen način oni vidijo to, da je pač umetnik zdaj predstavljen nekje in potem, ne vem, čez 3 mesece naprej na naslednji razstavi. Torej gre tu zelo velikrat tudi za to, kako pač ti nekako taktično pristopaš k neki vsebini, predvsem pač neki razstavi, ker se lahko zelo hitro pečeš tudi pač čist na tej full bazični ravni tega. Mi imamo tega umetnika in ta umetnik se bo še 3-krat pojavil naslednje leto v pač, ne vem, ljubljanskih galerijah in je pa vprašanje, a je to smiselno ali ne, ampak ne govorim tukaj iz tega vidika, da bi bilo to narobe, bolj je v bistvu pač točno ta težava tega, da ko to komisija bere oziroma ko se ti prijavljaš, lahko oni to vidijo kot pač neko težavo, ker gre pač tukaj za, ne vem, ne za res podvajanje ali pa sofinanciranje istega, ampak nekaj, na kar moraš biti ti kot prijavitelj pazljiv in to znati dobro argumentirati, ampak hkrati mogoče tudi, ne vem, v komentar tem ali komisijam ali pač, ne vem, ministrstvu ali komorkoli tam, da pač v bistvu neko nepoznavanje pač te težave, da pač umetnik večkrat predstavlja neko delo oziroma da rabi pač neko dodatno financiranje za to, da lahko še nadgradi ta projekt, v bistvu pol nekaj, kjer imamo težavo čistko iz nekega ne vem. Mislim, sej zakonodajno je, teoretično bi mogel vedno dobiti razstavnino, ne? Ne, to ja. Sam, če govorimo o projektu, ki ga hipotetično prijaviš, pač projekt, ki se bo razstavil, ne vem, od februarja do marca in potem te neka druga galerija kontaktira, da oni bi radi tudi delali projekt s tabo in ti si tako hodo itak in prijaviš še 100 galerijo, ta isti projekt. Ja, se pa sam stvara, gre za postprodukcijo ali za koprodukcijo. Tudi to, ja, ampak... Oziroma gostovanje, ne? Tle je ful nekih težav, ne? Jaz sem videl, ful nekih prijav, kjer se zelo meša, folk nima pojma, koprodukcija, postprodukcija, gostovanje. Ne? Gostovanje je nekaj, kar si ti že izvedel in gre v isti obliki naprej. Ja. Ne? Koprodukcija je podobno, delaš z nekom drugim. Postprodukcija, to smo videli ogromno, ljudi hoče zapakirati zgolj gostovanja, samo prenose nekam. Ne? Postprodukcija pomeni pripeljati na neko drugo nivo, na nek drugačen način, ne? Kar pomeni, da se mora gledati, da bo tisti drugi, ki bo razstavljal neko delo,
dal nek premislek, nek vložek v to, kako drugače predstaviti sporočilo umetniškega dela. Bodi si z istimi materiali, z istimi metodami ali pa drugače. Ne. Zdaj, ne vem, prišel je še ta mehanizem zdaj, ki omogoča v Sloveniji pač gostovanje. Javne institucije imajo možnost kroženja nekega dela zdaj s tem novim razpisom, ki je prišel 2 tedna nazaj, ne, zaradi tega, da se ne bi vse v Ljubljani prikazovalo. Ne. To bomo še videli, kako se bo obneslo, ampak tukaj je zopet pač, se mi zdi, da je zopet malce prevelik poudarek na javnih institucijah. Dajte malo povedati, kako je izgledal cel proces ustanavljanja vašega zavoda. Kaj je šlo narobe, kje ste se jezili, kdaj ste si pulili lase, kaj je bilo ok? Pri imenu smo se najbolj pulili lase, zaradi tega, ker dejansko niso bili možni... Adrian je zdaj brez las. Že nekaj časa. Pri imenu zaradi zelo enostavnega razloga, ker na ta način, kot bi si želeli, da je ime zapisano, ni bilo sistemsko možnost provesti in mislim, da smo to celo 2-krat popravljali. Ja, 3 ali 4 izlete na upravno enoto, kljub tako imaš celo ime zavoda, ne? Lepo napišeš Zavod za umetniško ustvarjanje 2/32, skrajšano ime zavoda 2 strešica oziroma potenca na 32. Ni bilo sprejeto. Ne. Mislim, da sem se jaz dal kar dost in sem napisal enostransko pojasnilo, seveda pojasneval, kako, če to zapišeš matematično in priješ potem do te redukcije, pač prideš do 2/32. So nam 2-krat zavrnili, predno so v bistvu povedali, zakaj točno. Se mi zdi, da prvem niso povedali, zakaj točno. Potem drugič so povedali, da je zaradi tega, ker pač sistem vnosa in prikazovanja pač v seznamu poslovnih subjektov ne dovoljuje teh znakov. Torej pač te strešice matematičnega znaka ni bilo možno zapisati. Zato smo se potem odločili to zapisati z besedo 2/32. In ko smo to rešili, je bilo, mislim, da vse v redu. Razen še neki mini zapletov s podpisi v bistvu lastnikov nepremičnin, ker imamo sedež zavoda in tako naprej. Hočeš reči, da v celem tem procesu se ni kanček dvoma pojavilo, da bi mogoče pa to ime naredili administraciji in digitalizaciji bolj prijazno? Mislim, da ne, ker vsi se obregnejo to ime, to se pravi, vsi vejo, da je 2 na nekaj. In kako točno se to že napiše, pove, vsi to vprašajo, je tečno, ampak mislim, da tudi iz tega vidika mogoče efektivno. Meni je tečno, meni je zabavno. Meni je zelo zabavno. Čakaj, a zdaj krajše in dolgo ime je isto? Dolgo ime je Zavod za umetniško ustvarjanje 2/32, kratko ime je samo Zavod 2/32. Ja. Meni je zelo smešno, ker se ljudje obregnejo in na koncu, vsaka reklama je dobra reklama, ne? Tudi če se folk med sabo sprašuje, je ono, pa si slišal za 2 na neki ali pa 2, ne vem. Jaz vedno mislim, da se sam obrnili 32 kvadratnih metrov na glavo in to je to. Ne, jaz sem hotela nekaj dodati, pa je pa Simon rekel, da mu je smešno. Ja, pač ona dva se sam ful zabavata s temi številkami, jaz mislim. Jaz sem bila od začetka, ko sta mi povedala, sem bila tako, fakt ne, to ni v redu. Pa sta bila tako, mi dva sva to že registrirala. Ja. Zdaj živite s tem. Razen teh nič. Mislim, kaj pa si ti kaj pa biti zdaj razslišal, da so bili kakšni taki sočni birokratski problemi. Ti skozi govoriš, koliko bi bilo treba še en zavod narediti. Ti bi tudi ful rad naredil zavod. A vidiš, koliko je enostavno? Če daš izime? Ja. Ne, mislim zagotovo, se sam potem veš, ne, treba je pač napisati statut zavoda, ne, to ni nekaj, kar je pač tako narediš z levo roko, ne. Čeprav, dobil sem 2 osnutka, pa sem prilagodil. Ni bilo lih z levo, je bilo z desno. Ja. Bolj smo se mi ping-pongali. Ne? Kdo bo direktor, kdo bo programc, kdo bo vsebinc, kje bomo registrirali zavod. Recimo, to je ena izmed zelo zanimivih zadev danes v Sloveniji. Ne? Kje registriraš zavod? Ne? Na vzhodu, kot ta nerazvita regija, ne? Ogromno nekih mehanizmov, tako iz kohezije, kot tudi iz kulturnega področja pač podpira malce bolj vzhodno regijo kot zahodno. Ne? To je bilo še eno vprašanje. Na koncu smo se odločili, čisto iz pragmatičnih. Se bom jaz na Ljubečnega kmalu preregistriral, pa bomo na vzhodu. 2/32, to je za Ljubečno. Da imate 2 zavoda, ne? Jaz mislim, veš kaj sem se spomnil? Poštne številke za Ljubečne sem se spomnil.
3202. Jaz mislim, da zavod ni tako težko odpreti. Bolje pa vprašanje, kaj bo zavodom počel, pa a boš sploh uspel kaj početi. Kakšni pa so stroški zavoda, da ta sploh obstaja? Po mojem bolj vprašanje za direktorja. Ja, Direktor, prosim. Mislim, ne bom imel zdaj tabele, ampak stroški delovanja samega zavoda niso tako veliki. Ne? Če imaš neprofiten zavod, jaz sem tle naredil neko administrativno napako in sem celo obvezan do nekega davka, to je nekih 3x40 evrov na leto. 3x40. Ja. Dej nehi, ja. Ja, sama matematika, no. Ja, in 120. ja, to so stroški zavoda, kao neka akontacija dohodnine, ker naslednje leto itak dobo nazaj, ker pač smo neprofitni in bi morali imeti nič, ne? Ampak tle sem malo zajebal, nisem veliko. Ne? Potem so stroški vodenega poslovnega računa, to je, ne vem, rečemo pavšalno 5 evrov na mesec, začetni vložek v zavoda, ki je lahko, ne vem, 50 ali 100 evrov minimalno in toliko smo tudi dali, ne, kot nek ta osnovni kapital. Potem pa je odvisno tudi od projektov, ki jih imaš. Ne. Vsako transakcijo, ki narediš, ti banka pač zaračuna. Ampak tle ne bomo prišli več kot med nekih 60 pa 100 evrov na leto. V trenutni konstelaciji pač projektov pa računov, ki predvidevam, da jih bomo pač izdali. Pa ne vem, ostalo, kar je, so naši lastni stroški. Nimamo mobitelov na zavod, nimamo opremo, ki jo imamo, si jo sposojamo iz svojih partnerjev. Ali pa jo jaz prinesem? Ja, ali pa jo jaz prinesem. Kaj pa prostor? Prostor je pa tako. Ne? Prostor je pa, tle pa je bila Adrianova zasluga. On se je potegoval za svoj studio. Ko je imel pogovore z MOL-om, je tudi pač nakazal, da ne bi bil to samo studijski prostor, ampak bi bil prostor, kjer bi se dela pač neka dela reprezentirala, torej da bi bil tako rekoč lahko tudi galerijski prostor. Na srečo pač ga lahko uporabljamo mi kot galerijo, je dost primeren. Je pa strošek 130-140 evrov na mesec poleti, po zimi pa še ne vemo. Danes sem zavajal 2 odprl radiatorje, bomo videli. To je že malo skrbi. Ja, že malo švicam. A ne, to je zaradi radiatorjev. Ačmo mi zdaj nekako preiti na ta drug del našega pogovora, ki bi se navezoval na to naše sodelovanje, ki nas čaka. Torej, Kritiški posladek se združuje z vašim zavodom v oziru do vašega enega projekta, ki se imenuje Eno delo, oziroma 2. Spet neka gimnastika teh matematičnih pičkarij. Tako da res hvala. No? Spričo tega smo torej za nalašč celoten ta skupen projekt poimenovali Pod strehco, zaradi strešice oziroma mnogih njih. Ja. Tako da se bomo zdaj v nadaljne pol leta, če bo Bog dal, srečevali in v bistvu skupaj posneli par kratkih epizod z vašimi temi izbranimi umetnicami o njihovem specifičnem delu, producentskem delu, razstavi, kuriranju tega, kar bo in tako naprej. Vsaka epizoda bo malo drugačna, bomo videli sproti, kako se bo vsebina na tak način razvila, ampak mogoče zdaj, če rečemo kakšno besedo ali dve o tem projektu, tako kot se Jaz bom povedal zelo na simpel, na hitro, pa bom potem pustil Adrianu, da pač to obrazloži naprej. Nimamo ful časa. Okay. Zdaj v naslednjem ciklu bomo delali z zelo omejenimi sredstvi. Nismo podprti, ne? Z strani nobenih financerjev, mehanizmov. Vseeno bi pa radi predstavljali umetnike. Ne? Mogoče bi se radi z njimi tudi spoznali, predno gremo v zelo zapletene dolgotrajne produkcijske procese. In se nam je zdelo zanimivo, oziroma da ne bom rekel, da se nam je, Adrian je prišel s to idejo, meni se je zdela zelo zanimiva, da se v izogib nekim produkcijskim stroškom, nekim ogromnim vložkom predstavi umetnik zgolj z enim delom iz njegovega dosedanjega ustvarjanja opusa. Torej, da je v bistvu gre tako rekoč za zelo lahko obliko postprodukcije, ki jo imamo tukaj le noter. Ne? In na ta način se spoznamo z umetnikom, spoznamo se s tem, na kakšen način dela in skušamo ugotoviti, kje so te stične točke in nastavki za naše sodelovanje vnaprej. Jaz bi tukaj rekel zagotovo, en del tega cikla je pragmatičen. En del tega cikla je pa v resnici to, da se pogosto ne poglablja v eno delo ali pa v nek projekt. To se pravi, to eno delo ni nujno, da je fizično samo eno delo. Lahko je nek sklop, lahko je projekt, ampak v principu pa ja, izhodišče je neko delo, ki se ga predstavi v prostoru
je produkcijsko nezahtevno in naša vloga, to se pravi tudi vloga umetnic ali umetnikov, je pravzaprav v tem, da se poglobimo, kaj to delo je, kaj je vsebina, kako se mogoče to naprej razvije, se mogoče pripelje do neke naslednje produkcije, v katero postopamo skupaj. Tako da jaz bi rekel, da je tukaj tudi neko spoznavanje, to, kar je že Simon povedal, na vsebinski ravni, pa tudi v resnici na neki osebni ravni. Mislim, da je treba ugotoviti, s katerimi ljudmi lahko delamo, s katerimi ne moremo. In tukaj se mi zdi, da je ta morebitna škoda ali pa nezadovoljstvo zelo zminimalizirano. Tukaj je res fokus na tem, da je vložek pravzaprav naš čas pa naš angažma in da ne gre pravzaprav za to, da ljudi silimo v to, da delajo nekaj brezplačno oziroma da delajo neko produkcijo, ki je lahko tudi dostkrat finančno zahtevno, časovno zahtevno in tako dalje. Ampak eno delo bo potem torej ta razstava. Ja, jaz bi rekel mogoče tukaj celo bolj predstavitev razstava. Ja. Torej, če gre za predstavitev že obstoječih del, kako vstopate vi tukaj zraven? Preko diskurza. To se pravi, nas v bistvu zanima ravno ta poglobitev v to delo, ki je. Kaj to je, kako izgleda, kaj so neke vsebinske iztočnice vzadaj za tem. Tudi doskrat se v bistvu ne ve nujno točno, kaj bo ta outcome. Neka stvar se zgodi, jaz tudi veliko umetnikov poznam, ki pač nekaj delajo, nekaj nastane in kaj je zdaj to, kar je nastalo. Ne? Tukaj pa mislim, da je veliko enega prostora za to, da se proba to nekako orisati, razmisliti in mogoče tudi razmisliti o tem, kam lahko to še gre. Imaš kakšen tak primer, da bi lahko pokazal ali pa ilustriral? No? Jaz mislim, da primer bomo videli čez kakšen mesec. Po eni strani tudi, kako to obesediti, pa ne samo ne preko pisane besede, ampak zelo velikrat smo se po mojem že vsi nekako soočali s situacijo, ker je umetnik pač nekaj naredil, ni pa vedel točno, kako to definirati preko pogovora, kaj točno on počne, zakaj to počne, kaj počne. Velikrat se zgodi tudi to, da ne želijo umetniki govoriti o svojem delu ali pa, ko govorijo, imajo nek zelo specifičen ne način, kako to povejo, ampak kaj povejo o tem delu in mogoče bi bilo tukaj tudi, kako to prepeljati malo čez to, torej kako malo to podaljšati pač ta nek kontekst, pa ne na silo, ampak to, da preko pač nekega pogovora pa dela z umetnikom lahko dejansko malo razširaš pač njegov nebesedni zaklad, ampak samo pač predaš informacije tudi neki publiki, da ni samo to, zdaj smo videli to delo, zdaj si mislimo svoje, prebrali smo si tekst, to in to je to. Torej, kako lahko ta diskurs še malo naprej pelješ od tega, kar običajno je. Bom dal za primer neki, imamo vsi malo več izkušenj s tem, recimo film, greš gledati v kino nek film, načeloma nikoli ne vprašaš potem režiserja ali pa pisca, kaj je hotel s tem povedati. Načeloma je film samo zadostan. Isto bi moglo biti tudi nekako z umetnostjo. To gre za neko vrsto neverbalne komunikacije. V lifeu. Kaj so pa pol te podcasti? A veš, mislim, gre za to, da probaš pač nekako... Ampak podcast ni namen, vsi te stvari, ki se dogajajo, so stvari, ki se pogovarjaš o filmu, recimo, ali pa o nekaj, kar si dobil iz tega druge. Se tudi, ko se pogovarjaš ti, ko bereš knjigo, se lahko pogovarjaš o knjigi, pa gre za zelo verbalen način komunikacije. No, ampak sej obstajajo intervjuji in video eseji z ustvarjalci, bodi si filma, bodi si knjige, tako da to v resnici še zmer dost pali, še zmer hoče ljudje v resnici skoraj bolj slišati od dejansko prve roke. Jaz mislim, da razumem, kaj hoče Jernej vprašati, ampak jaz bi rekel tle, vseeno imejmo v mislih, da naš fokus so mlajši. Medtem kot starejši so danes zelo navajeni in ravno zaradi svojih artikulacij imajo to prednost konkuriranja v celotnem sistemu, v celotni sceni in imajo prednost pred mlajšimi. Mlajši bodo s faksom, potem naprej skozi ustvarjanje se vsekakor morali naučiti zartikulirati svoje delo. Dokam in na kakšen način ga bojo artikulirali, je seveda povsem na njihovi strani. Mi tukaj smo kot, ne vem, mogoče celo jaz vidim kot nek coaching, kjer lahko umetnike pripeljemo celo do nekih psiholoških ovir, ki jih imajo. Da sem že videl umetnike, ki niso znali odgovoriti nikakršnem primeru na vprašanje. In to jih lahko zelo hendikepira, če tudi so dela zelo dobra. Jaz ne poznam
zelo, bom rekel, introvertiranih umetnikov, ki so se povsem zaprli, pustimo pač nekatere pisce in tako naprej, in da so v svetu, bom rekel, vizualne umetnosti uspeli. Ok, generaliziram, so izjeme, ki potrjujejo pravilo, ne? Ampak ti v svetu uspeš zaradi tega, ker bodi si sam ali pa kurator ali pa promotor, ki te pač promovira, uspe dobro zartikulirati tisto, kar ti počneš. Ampak, če potegneš črto, ne, v redu, torej naučimo mlade umetnike ali pa katerekoli umetnike, da znajo ful boljše artikulirati stvari o svojem delu. Kaj pol preostane ubogim kuratorjem, ki so do zdaj bili tisti, ki artikulirajo delo na nek ali drugačen način? Govorim v smislu tudi, ker moje izkušnje, trenutno so pa ravno obratne, da starejši umetniki nimajo dovolj na nek način izoblikovanega, artikuliranega, vsebinskega mnenja ali pa nasplošno ideje o tem, kaj počnejo, in so potem po tej logiki zadovoljeni s kakršnim koli tekstom, jim ga kritiki, pisci, kuratorji porinejo pred nos, medtem ko mladi so veliko bolj artikulirani, vejo, kaj hočejo, vejo, kaj delajo, vejo tudi, kaj hočejo, da gre naprej v svet, in so v bistvu, če zdaj malo pretiravam, včasih kar malo dosadni, ker ne pustijo, da bi pol kuratorji napisali tisto, kar pa oni mislijo. Govorim iz vidika, da je neko delo kuratorja v službi pisanja obrazstavnega besedila ali pa razdelanja konceptov postane obsolet. In zdaj, Adrijan, izvoli ti kot nekdo, ki bo, čeprav razumem, kuriral vsako razstavo tega zavoda? Jaz mislim, da ne vsako, ampak zagotovo je pa to moja primarna vloga. Ne? In te vloge imajo nek razlog tudi. Ubrani zdaj ta moj pomislek. Jaz se s tvojim pomislekom pravzaprav enih ozirih kar strinjam. Tudi ne bi nujno rekel, da rabi tukaj vedno za coaching. Sam še to, mimo grede, tudi ti si ta umetnik, ne? Ki torej piše svoja besedila, kuratorska, in krade nam kuratorjem delo, ki nismo hkrati odlični slikarji. Znanje je moč. On lahko, veš, kaj je tudi kurator. Maša, Za nalašč karikiram zdaj. Zdaj vsi govorimo. Ja, povej, jaz mislim, no, da je vedno dobro vedeti več. Tudi zaradi tega, ker če boš znal nekaj napisati, boš lažje ocenil, a je neko besedilo dobro ali slabo. A v redu predstavlja tvoje ideje ali pa jim dela škoda. Ne? Zagotovo si pa mislim, da te vloge, ko vstopamo v neke vloge, si treba zavedati, katero vlogo igramo. Ne? Največja nevarnost je, če si mal tam, mal druge. Mislim, da rabiš kar konkretno se nekaj odločiti, kaj boš odigral. Jaz ne bi nujno rekel, da gre pri enem delu, to pa replika na Jernejev komentar, da gre nujno za to, da mi probamo to delo razložiti. Pogosto se lahko pogovarjamo okoli tega dela, nikoli ne pridemo do tega bistva, zaradi tega, ker če prideš do bistva, potem je verjetno res boljš napisati knjigo, posneti podcast in tako dalje. Je pa to eno delo, in to se mi zdi pa pomembno izpostaviti, iztočnica za potencialno nadaljevanje. Gre tukaj bolj za to, da mi odpiramo neke možnosti, kot pa da bi nujno hoteli narediti samo to, da mi definiramo, kaj je to delo, da s prstom pokažemo, da z besedami točno definiramo, kaj to je. Ne, tukaj gre, po mojem mnenju, za tipanje, kam bi to mogoče lahko še šlo. Sprav gre bolj za odkrivanje potenciala. Seveda se mi zdi zelo dobro, ko vidimo, kakšen svet je danes, stvari se hitro spreminjajo, vedno so se spreminjale, to neka konstanta, in zato se mi zdi pravzaprav dobro to, da smo sposobni naše ideje, stvari, ki jih počnemo, temu prilagajati. Mislim, da neka ta prožnost, ki lahko nastane z diskurzom, je izredno pomembna, zaradi tega, ker ravno ta prilagodljivost, to, da se lahko nekaj naučimo, to, da lahko usvojimo tudi neka druga znanja, se mi zdi, da je zelo, zelo, zelo pozitivno, in tudi ne samo za umetnost, tudi za neko, recimo, osebno rast, za nek osebni razvoj. Ni nujno, da zdaj ta izkupiček samo znotraj polja umetnosti. Lahko je tudi v tem smislu, da pa lahko to znanje uporabiš nekaj druge. Če govorimo o artikulaciji, če govorimo o nastopu, če govorimo o pisanju in tako dalje. To se mi zdi v redu. Prav tako bi pa rekel, recimo Maša, recimo temo, ki si jo pa ti načela, tudi zanimiva, ne? Nekateri, ki so zadovoljni s kakršnim koli tekstom, in mogoče nekateri, ki so tudi zelo zahtevni do nekaterih tekstov. Jaz mislim, da je tukaj neko vmesno polje, če se lahko delo avtorice ali pa avtorja interpretira na kakršen koli način. Se mi to zdi skorda neodgovorno. To se pravi, nimaš neke izjave vzadej. Zato se mi zdi vedno dobro, da se delo vsaj potisne v neko smer.
ne da se ga proba zaklent nekam. Mislim, da je vedno dobro, da potisneš v neko smer in vidiš, kam to gre. Seveda pa se treba zavedati, da tako kuratorji kot drugi pisci, teoretičari, teoretičarke, pa niti ni nujno, lahko so to tudi kakšne druge osebe, recenzenti, novinari, se mi zdi, da lahko zelo dobre izdelke dajo od sebe in mogoče je dostakrat zelo dobrodošlo, da je to neko mnenje, ki ne prihaja nujno iz scene. Plus, da je to neko pogled nekoga od zunaj. Zakaj? Da dobimo neko ogledalo, da probamo ugotoviti, kaj smo mislili, kaj smo hoteli povedati in kje pa dejansko smo. Zdaj bi jaz mogoče šel kar od začetka tega, ker si rekel, najprej rekel, da sem vesel, da si to omenil, ker sem pravzaprav hotel reči, da delo ima zelo velik komunikacijski potencial. Kakršnokoli delo. Nekatera dela so bolj direktna, nekatera dela so dosti bolj abstraktna in imajo večje možnosti interpretacije z različnih pogledov. Sploh če je delo izkustveno, je to zelo osebna izkušnja, je to lahko zelo različen pogled na to. In včasih, če se navežem še na Reo, včasih umetniki niti ne vejo točno, kaj so dali v delo, kaj so hoteli povedati. Kar ni nujno narobe. Ti lahko narediš nekaj iz nekih čisto ekspresivnih razlogov, zato da narediš neko delo, ki mogoče tebi nekaj pomenilo ali pa mogoče ni. Potem, ko pa pride enkrat v prostor z gledalcem, postane pa čisto nekaj drugega. Postane lahko za vsakega posameznika nekaj drugega. Zdaj, recimo, če pomislim na te James Turrell ali pa ta The Sun, ki je bil v Tateu, to so dela, ki so tako totalno abstraktni, to je samo neka svetloba praktično, če smo zelo ostri. Ampak gre pa za izkušnjo, ki ti doživiš tam. In zdaj ni nujno, da ti delo kot avtor opremiš z nekim pomenom, ti ga lahko opremiš z idejo oziroma željo, da bo tisti človek, ki bo bil v prisotnosti dela, imel neko lahko vsakič unikatno izkušnjo. In zato se mi zdi tudi pomembno, da tako kot ti praviš, da se ne pogovarjamo o tem, kaj smo hoteli o delu z delom povedati, ampak da se pogovarjamo o delu. Torej tudi, ko ti doživiš film, se pogovarjaš o filmu, kako si ga ti doživel in zato imamo ljudje včasih tudi različna mnenja oziroma jih drugače dojemamo. Filme, ki so kljub vsemu napram določenih umetniškim delom dosti bolj usmerjeno v neko zgodbo. Pa film je mogoče tak specifičen primer, to se pravi, da je zelo poudarjena zgodba. Marsikje zgodba pravzaprav ni v spredju. Filmi, pogosto narejeni po knjigah, pa tudi po stripih, imajo vedno scenarije. V bistvu gre bolj za, vsaj v nekem aspektu, je zelo blizu recimo literaturi. Potem se pa prelevi, pa spremeni. Absolutno, zato sem tudi vzel film, ker ga vsi dobro poznamo, vsi ga razumemo, pa zelo enostaven je za razumeti ravno zaradi tega, ker je večinoma osnovan na zgodbi. So filmi, ki niso, ampak večinoma gledamo stvari, ki imajo scenarij. Je pa naš pogled, po mojem, v tem oziru tudi precej definiran s tem, kaj smo naučeni, kaj vemo, kje smo odraščali. To se pravi, gre v bistvu tukaj že za neke kode, ki smo jih usvojili, in so del nas. Nekdo jih pa mogoče nima. In zaradi tega se mi zdi, da je pravzaprav pozitivno spregovoriti o nekaterih stvareh, čeprav ni nujno, da so vezane neposredno na vsebino, so lahko vezane tudi na neka zanimanja ali pa vsaj, da so ustvarjajo neke vstopne točke, kako določeno delo naprimer prebrati. Zdaj, če gremo pa na konkretno spet, vi boste vseeno naredili razstavo s temi deli, kot sem jaz razumel. Kako konkretno boste pa na razstavi sami te druge komunikacijske stvari postavljali? Oziroma, imate kakšno idejo že? Lahko da še niso izoblikovani vsi načini in metode. Slušalka bo na vhodu, da boš poslušal pod strehco. Mislim, zagotovo eno teh bo to sodelovanje, preko katerega se bo pogovarjalo o tem delu. Predvsem gre pač za to, da se vzpostavi nek diskurs. Konstantno pač želimo, mi pa najverjetneje tudi drugi, mislim, vidva, spletne platforme pač vzpostaviti nek informiranje ali javnosti, ali je to neka širša ali pač bolj, mislim, ožja, bolj interna, pač se pogovarjati o tem, kar delamo. Mislim, če ostanemo samo, mislim, na tej meji tega, da pač absolutno umetnik nekaj naredi, ni nujno, da je med tem razmišljal, zakaj je to naredil, kako je to naredil, smo vsem pač podstavljeni pred neko dejstvo, da moramo pač to prenesti v naš sistem in preko tega sistema moramo nekako delovati. Absolutno ga lahko nekako probamo bendati, ga pač probamo nekako preizpraševati, pa se izogibati nekim stvarem, jih pač na nek drugačen način konstruirati, ampak ta trenutek je pač preko tega, da se govori o tem, mogoče najlažje upeljati noter
neke principe ali pa pač v bistvu mogoče preko tega diskurza priti do nekega novega načina dela naprej. Torej pač ne biti samo hermetičen, zaprt in pač ustrajati znotraj tega, kar delaš in pač upati, da ker boš ustrajal toliko dolgo v tem, narediti nek preboj. Torej pač kako v bistvu probati preko informacij ali pa tudi celo feedbacka preko tega diskurza pač nadaljevati to. Meni se zdi vsekakor prednost te naše podstrehco, da bo objavljen torej preden se bo dejansko otvoritev razstave zgodila, kar pomeni, da lahko poslušalci naš pogovor poslušajo, si tudi sami ustvarijo mnenje, tudi če se bodo naša mnenja znotraj pogovora klesla in tako naprej, in si potem naknadno opremljeni vsaj delno z nekimi vsebinami in diskurzom, kot smo rekli, pridejo pogledati razstavo in je to v vsakem primeru 100-krat boljš, kot če ti sam prideš pogledati na razstavo, vržeš gor in greš. Tako da neka ta predpriprava, ki jo bomo mi naredili za skonzumirati, se mi zdi, da je ena od boljših aspektov podstrehce. To je bila moja ideja. Ena od stvari, čist kot komentar, ki jo opažam zadnje čase, je tudi to, da, ali pa to sam nekaj, kar mogoče sem, ne vem, tuji umetniki znajo veliko lažje artikulirajo svoja dela ali se pa pogovarjajo o svojih delih, kot pa naši lokalni. Vsaj pri nekih mogoče nezares mlajši generaciji, oziroma to, kar si tudi ti prej omenila, da pač znajo, vejo, kaj bi radi. Ja, res je, da vejo, ampak zelo hitro se tudi včasih zaciklajo v neko to svojo idejo in pač ne vidijo ven. Medtem ko sem pri tujih večkrat zaznala to, da ful bolj lahkotno in enostavno govorijo o svojih delih, kar je pol mogoče tudi ena od stvari, zakaj pač tudi uporabiti neko tako platformo. Kako pač lahko tudi naše malo zaktiviraš na ta način. Vse vem, da sem siten, ampak konkretno, jaz sem ful neveden gledalec, pridem na razstavo, nisem poslušal podcasta, ker sem lame in ne vem nič o temu. Kaj bom videl? Polnimo. Ja, ampak, a veš, priješ noter, vidiš delo, kje je zdaj ta diskurs, v kakšni obliki? Jaz mislim, da bomo ene te stvari ugotovili tudi sproti. Do zdaj pri razstavah smo delali tudi vodstva, pogovore, ampak mislim, da mogoče bomo zaprav to otvoritev imeli izhodišče naš skupni podcast, ker se mi zdi tudi mogoče ena zanimiva diskrepanca, ne? Mogoče to, o čemer se bomo pogovarjali, mogoče pa sploh ne bo potem na razstavi. Mogoče bo drugače gledali, mogoče se bo kje zalomil. Mislim, najverjetneje se ne bo. Ampak jaz mislim, da se mi zdi to zanimiva izkušnja tudi iz tega vidika. Zelo redko govorimo o razstavi, preden se, vsaj javno, preden se ta zgodi. In jaz mislim, da v samih besedah, čeprav lahko v etru ali pa na papirju zdržijo, ne, vedno nekaj zmanjka, vedno se zgodi nek zdrs, neka napaka. In jaz mislim, da mogoče tudi to je ena taka zanimiva preizkušnja. Nekaj, kar je bila vizija, kar je bil cilj in potem mogoče realnost, ki se zgodi v dejanskem prostoru, ki pa ni nujno, da čist ustreza tem predstavam. Meni je bilo drugače všeč pred časom, ko smo že delali na skupnih projektih, je Reja zelo lepo omenila, da ja, včasih se postavi razstavo, pa je potem treba malo še spremeniti ali pa kaj popraviti. To je tudi nekaj, kar se mi zdi, da ni taka praksa splošna ali pa zavedanje. Znotraj določenega področja je pogosto pri intermedijskih delih je treba kaj popraviti, zamenjati ali pa skrbeti, da kaj raste, a ne? Ampak meni osebno se zdi pravzaprav zelo zanimiv ta segment, da ni nujno slabo, da se stvari ne izidejo tako, kot si jih je zamislilo, ker lahko pripelje pa do nečesa novega. To je vse super, samo mislim, da zakaj tega ne delamo v resnici, velikrat je tudi to. Mislim, dobro reči, kdaj s to mentaliteto v projekt, da pač, če se kaj ne bo išlo, da ok, ampak hkrati v resnici že zaradi samega sistema, kdaj pač da nekaj ni ok, zelo anksiozan, ne? Torej pač ti moraš končati nekaj, ti moraš narediti. Tako da zakaj se pol to ne dogaja, zakaj se ta sproščenost ne zgodi, je točno zaradi tega, ker pač ti moraš imeti nek delivery na konc. Je pa pol mogoče sam način, kako pač probaš to ne predstaviti, ampak reči, da ja, ni se išlo, ampak še vedno pač probati to pušati do konca. Jaz zdaj ne vem, zakaj sem to komentirala, ampak... Ne, se je ful dober pomislek, ampak je pa težava je pač v sistemu, ne? Oziroma v okoliščinah, v katerih delamo, ne?
ker je pač produkcijski window je v enem letu, ne? Tako rekoč v enem fiskalnem letu mora pač umetnik sproducirati in predstaviti tisto, kar ne. In še to, ne? Največkrat zve, ali bo delal ali ne bo tega delal maja, ne? In potem je poletje in začne se delati v septembru, ne? Prikaže se vse do konca decembra, zdaj pa, veš, tle je ogromno nekih možnosti, da fejlaš, če bi imel čas, da razvijaš projekt 2 leti, 3 leta, da pač imaš najprej neko osnovno raziskovanje, potem predstavitev nekega koncepta ali osnovnega prototipa in potem naprej, bi bil to super način, da bi tudi ti fejli bili nekaj, kar nam ne bi povzročalo stres, ne? Zgolj zaradi teh nekih administrativno-tehničnih okvirov, v katere smo dani, ne? In teh pritiskov. Po drugi strani pa bi nam dalo tudi čas, da se lahko iz teh napak naučimo. In ko pridemo potem do konca svoje poti, ki si jo pač umetnik potem zastavlja sam, jaz vidim tudi tukaj le težavo pri današnjih, bom rekel, načinu dela, da si mogoče na naši strani producentov prevečkrat vzamemo pravico, da umetniku rečemo, aha, zdaj pa je delo dokončano, zdaj pa ni dokončano tisto, kar smo se dogovorili. To se dostikrat zgodi, vsaj recimo na področjih, kjer se malce več uporablja tehnologija, pa neki drugi pristopi in ti ne prideš do raziskave nekega materiala, upeljave tehnologij, kot si načrtoval, ker je pač s temi materiali pa pristopi težavno delati, ne? Je ta learning curve, da s tem delaš dosti položen, ne? Mogoče s tem sem še dodam, da predstavimo eno delo v kontekstu neke širše vizije zavoda, začetna točka, ki pa načeloma ni mišljeno, da se zaključi potem, če uspela ali pa če ni uspela, ampak je poanta ravno v tem, da se zgodi še neko naslednje nadaljevanje, pa še neko naslednje nadaljevanje. Kar se mene tiče, gre v bistvu ravno za to, da se proba te ideje razviti in da v bistvu je ta proces tudi en pomemben segment tega. Mislim, da znotraj našega prostora seveda nekje to zelo dobro uspeva, se mi zdi, da se je uspešno ponotranjil, ampak v bistvu manjka res tega pogleda, da ne gre samo za eno dejanje, da se ne zaključi samo z eno razstavo, ampak da je vprašanje tega, kam se to lahko še pripelje, kam se to lahko razvije. Ne? Več pa v podstrehcu. A ima kdo slučajno še kakšno zaključno misel? Po moje najbolj, da končamo, ker smo že kar dolgi. Tako da, Jernej, si ti mislil še kakšno stvar obdelati? Čri. Torej ne, preberem lahko outro. Ok, pa hvala vam, drago občinstvo, za vašo pozornost. Najlepša hvala Zavodu 2/32, Reji, Simonu in Adrianu, da so prišli k nam v goste oziroma da so naju gostili. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast itd. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Zdaj imamo Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Napišite kakšen kul komentar, polajkajte epizodo, donirajte kavo, mogoče kakšna replika na Adriana. Minimum 5000 znakov. Tako da, hvala še enkrat, da sva lahko prišla sem in se kmalu slišimo in vidimo v podstrehcu. Dobimo podstrehco. Se dobimo podstrehcu, ja. Ta tukaj spodaj malo zamaka. Ne, to je super, ne, a veš, po eni strani se obregamo v to zelo kriptično 2/32, ne, po drugi strani imamo pa zdaj ta zelo, bi rekel, celo kolokvialni izraz podstrehco, ne, mislim, da tle naše slovensko, domače. Se kar najdemo nekje na sredini, ne. Lahko tudi rečeš 2/0 to potenco, 2/0 eno delo. 2 strešica nič. Ne, to pa mislim, da ni ok. To je rekel naš učitelj za matematiko, je rekel 2 strešica nič. Ja. Kje pa si ga imel? V 4. razredu osnovne šole. Ja, no vidiš, da zanaši se. Kaj? Strehco si imel v 4. razredu. Ja, frizuro na strehco. Pa petelinčka je tudi imel, kaj je bil mlajši. Jaz sem tudi imel petelinčka. Si ti imel petelinčka? Ne. Nisi imel petelinčka? Ne. A se spomniš, ko so eni imeli tist... Bundesliga frizur? Ne, tist, ko sem imel sam ta red tail. Mento ni to odgar. Repek, ja. To je za malo starejše generacije. Koliko si ti letnik? Ne, za mlajše je to.
To za... Čopek je imel moj bratranec. Ma ne čopek, On je repek. 84-letnik. Ja, ne, ampak ne čopek. To so že te malo starejše. Povej, kako bi praksi se ti delamo. naredila V klobase. praksi se delamo, Jaz kot ne da si jem podajate mesa, tako mikrofon. da Veganske klobase potem. veganskih klobas ne bi delala, tebe ker kdo ne kaj vem vprašal? točno, kaj naj delam z njimi. Nič ne slišiš. Ne, ampak se pa ne vem, če se Zakaj imam slišim. mesto gor? Pa? Ne vem, če se slišim noter. Ja, se moraš preklopiti, če bi rad slišal, Pa a veš. mogoče Ne, se ne, tudi se jaz ureda. pa ne vem, da sem. Zdaj prove, pa še Adriane, ki pove. Sem ful bolj Jaz sem odmev. o klobasah že govoril. Ne, ti mi veš, kaj mi pove, kako bi naredil recimo, kako bi ti Bučno naredil juho, bučno lopo juho. za kislo zelje. Ne vem. Jaz sem tako človek, vprašaj me nekaj umetnosti, mogoče Ne. povedal. Povej, kako se naredi bučna juha, kremna pa bučna res, juha. glej, Simon iz pove. hokaido. Jaz nimam pojma, kaj je to. Guča je po mojem premlada nek generacija. prekmurski izraz, da se folk pogovarja. Ne? Ja, ampak Gučanje. gučanje. Guča je pa festival nekje v Srbiji. a ni? Ne, Ne, nisem čakaj, bila če še je on tam. rekel na krasu. Ja, on bi kraško gučo, ne? Svoj čas je bila kraška, ja. Ja.